Pozdravljeni v novi oddaji Reflektorja. Vprašanje odnosa do mladih o veri je v Sloveniji tematika že več let. Ponavadi oziroma največkrat s problematičnega vidika. Kako to, da mladi bežijo od cerkve? Kako to, da mladih ni več v cerkvi? Kje sploh so mladi? Zato s toliko večjim veseljem in navdušenjem danes v našem studiu v Reflektorju pozdravljam 3 mlade upe. To so Mario Kiridžijev, Patricija Gril in Nikolaj Horvat. Pozdravljeni, mladi. Živijo. Malo živčni? Seveda. Ja, sej malo treba biti, ne? Tako se vedno reče. Zdaj pa na začetku bi vas prosila, da se na kratko predstavite, kdo ste, s čim se ukvarjate, kako ste vpeti v krščansko življenje in kdaj ste se prvič srečali z vero. Pa Nikolaj, lahko začneš. No, hvala lepa za tako težko vprašanje. Jaz sem Nikolaj, prihajam iz Murske Sobote. Zdaj, če koga slučajno preseneča, govorim tudi slovensko, a ne? Se včasih malo pošalim. Drugače sem hodil v gimnazijo v Murski Soboti, pa študiram teologijo in pedagogiko. Zdaj nisem še čisto ziher, kaj bi rad počel v življenju, ampak vem, da imam zelo rad mlade in otroke. Res pač čisto na splošno. Veseli me biti z ljudmi. To sem odkril že, ko sem bil majhen. In zdaj, če se že kar takoj pač navežem na krščansko življenje ali pa vsaj to, kar probam živeti. Že od malega sem res rad hodil na verouk. Imel sem veliko prijateljev tam, pri maši mi je bilo super in sem tisto prav z začudenjem nekako gledal tiste mlade, ki so hodili k maši, pa niso bili navdušeni kot jaz. Nisem še čisto razumel, kaj se dogaja, ampak ne vem, mislim, da potem v srednji šoli vseeno človek postane malo bolj zrel in vidi, kaj mu stvari pomenijo, kje se znajde, kje se dobro počuti. In pravim, zdaj bi rekel, da res ne da imam veliko izkušenj, ampak itak človek pridobi izkušnje in lažje nekako prepoznam tiste stvari, ki so mi res pomembne v življenju, kar bi zase rekel kot otroka, da sem bil zelo tak radoveden, veliko stvari sem iskal, pa se mi zdi, da glih to iskanje, če ga ohranimo še tudi, ko smo že malo starejši, nas dela v bistvu mladem. Zdaj ne vem, mogoče če še kar predam besedo naprej. Patricija? Ja, jaz sem Patricija. Jaz pa se ukvarjam z slovenistiko in andragogiko. Sicer pa sem tudi urednica revije 11. In ja, zdaj kaj je z mojo vero, ne vem. Mislim, da se je prvič nekako pokazala moja vera, ko sem bila stara 2-3 leta. Ker prihajam sicer iz katoliške družine in mi mami večkrat povedala, da enkrat nisem hotela iti domov z igrišča, pa sem bila res zelo majhna, ne. In je bila potem ona tako, okej, adijo, ne, in se je šla skrit nekam. Tako da je nisem videla, je tam prazno igrišče in jaz sem samo tako pač se usedla in pogledala okrog in ni bilo nikogar in sem začela moliti Sveti angel, ne. Tako da že od takrat očitno se obračam nekako na Boga, na angela. In se mi zdi, da mi je to ostalo od zmeraj, da sem rada v stiku z Bogom in se veliko obračam na njega in mu rada težim, no, tako. Jaz sem imela tudi podobno izkušnjo. Jaz imam sestrico Nino in ker doma kurimo na drva, sva vedno hodili zvečer po drva, da smo zakurili za toplo vodo. In potem naju je bilo strah, ker so hodile v temi in sve do tja in nazaj, torej od hiše do drvarnice, zamolile Sveti angel. In to je bilo čudovito in pol se vedno srečne, zdrave, žive prišle nazaj. Tako da podobna izkušnja. Pa ti, Mario? No, še jaz malo povem. No, jaz pa ne izhajam iz katoliške družine. Sem Ljubljančan, iz Koses. Tako da praktično že celo življenje živim tukaj v Ljubljani.
Z vero se niti nisem nič ukvarjal, celo svoje življenje, pravzaprav recimo vse do 17. leta svoje starosti. Ne bom rekel, da sem bil neveren, v bistvu so bili trenutki, ko sem komu rekel, ja, veren sem, ampak sem imel neko svojo podobo Boga, nekega Boga, ki se v bistvu meni prilagaja, ne jaz njemu. Potem bili so seveda trenutki, ko bi rekel, ne, jaz ne verjamem v Boga, tako da je bilo malo tako mešano. Drugače pa se je začelo potem v srednji šoli, v 2. letniku malo spreminjati. Ne vem, sicer to je zdaj malo dolga zgodba, pri vsakem lahko mičken drugače povem, ker se tudi jaz iskreno ne spomnim vsake podrobnosti, ki je privedla do mojega spreobrnenja, ampak lahko pač tukaj pa izpostavim to, da sem si želel prebrati Sveto pismo, ampak to ne zato, ker bi me dejansko, ne iz verskih razlogov, ampak tako, recimo, da bi več vedel, a ne. Me je malo takrat, ko je učitelj za zgodovino, naš je v srednji šoli, ko je nam na YouTubu nam je pokazal en posnetek, na katerem pač sta dva Nizozemca Sveto pismo preoblekla v platnice Korana in sta potem iz tega brala. Ljudje so bili seveda itak zelo začudeni, ko sta jima povedala, da so to v bistvu verzije iz Svetega pisma in ne iz Korana. No, in takrat me je potem v bistvu ta napuh prevzel, češ da jaz bi pa to lahko zdaj že vnaprej vedel, ne, če bi meni kdo tako pristopil. No, in potem sem se v času korone, recimo marec 2020, začel malo tukaj bolj poglabljati v to. Recimo začel sem brati ilustrirano Sveto pismo, Stare zaveze, in nekako počasi se je nekako začel ta, kako bi rekel, proces tega spreobrnenja. V bistvu to je bila začetek te poti. Katolištva pa v bistvu nikoli nisem maral, iskreno povedano. Sicer sem imel nekaj zanimanja, mogoče v osnovni šoli za verouk, ampak to bolj zato, ker vsi moji prijatelji so tudi tam, ne dejansko. No, in potem sem se tudi začel malo bolj zanimati za katoliško vero, potem je pa pač duhovnik iz katoliške mladine me potem malo učil o katoliški veri in sem se potem tudi bolj začel za to zanimati in se na koncu tudi za katehumenat odločil in bil letos v aprilu na velikonočno vigilijo krščen. Vsi imate zelo zanimive in drugačne zgodbe. Zanima me pa, kako oziroma v čem vi vidite smisel obiska svete maše? Pa lahko Patricija začneš. Ja, zato da gremo k maši, ne, je že potreben nek korak naš, ne. Moraš iti ven iz svoje cone udobja, moraš, ne vem, prej vstati ali pa nekam iti peš z avtom, ne vem kam, ne. Ker pač vseeno nismo doma v cerkvi, ne. In jaz v tem vidim eno tako priložnost, da greš in rečeš, ok, Bog, vzamem si čas zate, ne. Ker se mi zdi, da ponavadi se zelo hitro zgodi v našem odnosu z Bogom, da ga samo nekaj prosimo zase, se zahvalimo, če je pač nekaj lih dobro zrihtal, ne. Mogoče prosimo za koga drugega, zmanjka nam pa onega, Bog, koliko si kul, ne, da mu prideš to povedati. In se mi zdi, da sveta maša ena taka ful dobra priložnost za to, da greš in pač si vzameš čas za Boga in mu pokažeš, da ti je mar tudi zanj, ne samo to, kaj bo on zate naredil, ne. Ampak pač to je tako nek zunanji vidik, ne. Medtem ko se mi zdi, da bistvo maše pa itak glih to, da tam je Bog, ne. Pri vsaki maši se pač kruh in vino spremenita v Jezusovo telo in kri in če bi prišel nekdo slaven v Slovenijo ali pa vsaj blizu Slovenije, bi pač vsi hoteli tja, če bi bili pravi fani, no. In če si dejansko fan od Jezusa, zakaj ne bi hotel iti k maši, ne, pa je pač zaenkrat pred našim nosom zelo dostopna maša, ne. Tako da se mi zdi res eno tako ful veliko bogastvo, največja stvar, ki pač se lahko zgodi v sklopu tega,
odnosa z Bogom. No. In hkrati tudi srečanja cele skupnosti. No. Tako da se mi zdi, da če bi dejansko dojela, kaj se dogaja pri Maši, bi bila, ne vem, vsako uro tle pri Maši v Ljubljani, ne samo vsak dan. Pa mi ne uspe iti vsak dan, seveda ne, ampak tako no. Se mi zdi, da sploh ne dojamemo, kaj se zgodi. No. Tako da Se ti zdi, da prosimo v veliki meri za sebe, ali pa prošnjo namenimo oziroma nekomu lepo besedo pri Maši namenimo komu drugemu, ali smo tako samovšečni, pa da samo sebi želimo dobro? Kaj misliš? Kaj mladi prosijo? Za sebe, za dobre ocene? Ali... To je zelo težko posploševati. Verjetno vsi kdaj prosimo zase, vsi kdaj prosimo za to, da bi nam šlo skozi na izpitu ali pa na testu. Ne. Gotovo tudi vsi kdaj prosimo za nekoga bližnjega, ki je v preizkušnjah. Si pa želim, da bi večkrat prosili, da bi prosili za prave stvari. Ker tudi neko tako modrost rabiš, da si želiš prave stvari. Tako. Kaj pa vidva menita? Dobro, bom jaz začel. Zanimivo. Sveta Maša pač definitivno ne gre samo za nek obred, gre dejansko za darovanje, darovanje nebeškemu očetu. In pač mi pridemo, kolikor sem pač tudi malo bral iz kakšnih knjigic, pa to, da je človek se dejansko pač mora zavedati, da ves njegov obstoj tako rekoč temelji na Bogu. On je od Boga, ki je seveda začetek in konec vsega, oziroma poslednji cilj, če se malo bolj izrazim. In pač človek, jasno, pride seveda tudi s svojimi prošnjami, ampak v vsakem primeru gre pa pač tukaj res za darovanje pač celotne cerkve in seveda, če bi recimo takole zdaj rekel, sta dva človeka, en pravi, Jezus bo imel danes na stadionu en govor. Verjetno kar veliko ljudi bi se zanimalo za to. Lej, prvič bom lahko videl Jezusa, bom šel na stadion, takoj si grem rezervirati vstopenco. Ja, pri Sveti Maši ga lahko tudi vidiš, ne samo vidiš, prejmeš ga lahko, ker mislim, da veliko ljudi dojema potem Sveto Mašo kot neko obveznost, nedeljsko obveznost, moram 1 uro manj spati, ampak ne ve pa, kaj se tam dogaja v resnici. In tukaj mislim, da bi bilo zelo v redu, če bi se malo več tukaj poučevalo, ker ko enkrat spoznaš, kaj je dejansko Sveta Maša, če se res poglobiš v to liturgijo, pač res vidiš, da je ena to skrivnost, ki jo človek sam pač v popolnosti ne more doumeti. Tako da pač Sveta Maša je tako rekoč neka res skrivnost, ki jo človek ne more popolnoma, kakor sem že rekel, doumeti. Tako da to je v bistvu samo, kar sem še hotel dodati k temu, kar je Patricija omenila. Pa predajam se. Mogoče sam še res malenkost. Mene je vedno nagovarjala podoba, ki sem jo, mislim, ne vem, koliko sem bil star, ko sem jo prvič videl, ampak bil je oltar, duhovnik je glih bil pri povzdigovanju in pač nad njim, nad oltarjem, je bila cela gruča angelov, svetnikov, vsega in vseh, ki so v nebesih. Pač tista popolna svetloba, vse je žarelo, pravim pa tudi hostja v bistvu je bila totalno osvetljena, tisto prav, da res ti da neko moč, pravim, in je samo slika, samo podoba, ki ti da tisti približno, ti poskuša zdaj pokazati, kaj dejansko pomeni in kaj se zgodi tam. Zdaj, če se malo navežem na vse to, kar ste že povedala, pravim, to, da Maša je samo velik dar za nas. Pravim, jaz ne verjamem, da se Bog kakorkoli poveča ali karkoli od tega dobi, da pač zdaj mi vse to imamo. Pač dejansko je za nas in je totalno darovanje. Da imamo priložnost videti tam Boga, da pride med nas, pa da ga prejmemo. Pač je nekaj posebnega. Včasih se hecam, pa tudi z sošolci ali pa s prijatelji, ko gremo mi k obhajilu
Mi bi lahko pokleknili pred vsakim človekom, ki je bil pri obhajilu, ker ima v sebi Jezusa. Pač, ne, in tako, pa tudi konec maše, ne, pojdite v miru, pač itak je super, da greste v miru. Sam pač fora je v tem, da maša se konča v bistvu potem v svetu. To, kar mi tam doživimo, je tisto središče, ampak res mašo živimo tudi pol doma, pa ko greš z avtom domov ali pa si doma, pa greš na kosilo ali karkoli, se mi zdi, da vseeno včasih res preveč se fokusiramo, ja, je lep obred ali pa mi ni, pa če mi je lep, pol grem, ker mi je všeč, če mi ni, pa ne vem kaj. Mislim, da moramo malo vseeno pogledati sami pri sebi, kam damo fokus in potem dejansko prepoznamo mašo kot nekaj ne samo vrednega, ampak prav izjemnega. In mladim se mi včasih zdi, da res gledajo bolj v tem smislu, ne, če mi ni zabavno, pač ni nek disko, ker včasih je kar monotono, če ni zdaj glih nekega zbora, in potem ne vidijo, zakaj pač toliko ljudi hodi tja. Ampak mene je res vedno nagovarjalo, koliko dejansko ljudi je tam. Mislim, mogoče se nam zdi danes, da so cerkve prazne, ampak zakaj še zmerno tistih 50 ljudi pa pride? Pač, a grejo kar brez veze. Ne vem, no. Smem še nekaj sam dodati. Kar je rekel Nikolaj, ne, da po sveti maši smo pač v resnici mi poklicani k temu, da to, kar smo doživeli, prenesemo naprej, ne, med druge, v družino, prijatelje, kogarkoli. Ker saj v resnici prevod je ite missa est, pojdite poslani ste, a ne. In to je v bistvu spet še ena taka, podobno lahko tle eno vzporednico naredimo s tem, ko Jezus pravi apostolom, pojdite po vsem svetu, oznanjajte evangelij, a ne, naredite vse narode za moje učence. Smo tako, je v bistvu vsak posameznik izmed nas v resnici tudi poklican k temu, da ta Božji glas prinese med ljudi. In ravno to je razlika med nami starejšimi najstniki in med najstniki, ko so stari 15 let in nimajo izoblikovanega nekega kritičnega mišljenja. Zdaj, kako bi vi enemu 15-letniku obrazložili, kaj so verske zapovedi, kaj je 10 Božjih zapovedi, zaradi tega, ker mislijo, da je to nekaj obremenjujočega, neka skrb, neka pravila. Kako bi recimo vi obrazložili, da temu ni tako? Pa recimo Patricija. Meni se zdi, da to ni toliko vezano na to, a so pravila, ki jih je dal Bog ali pa cerkev ali pa starši ali pa učitelji, ne. Ko si najstnik, so pač vsa pravila relativno tako, jih vzameš kot nekaj, kar verjetno ne drži. Ker jih je lepo kršiti. Ja, ker je to rekel nekdo, ki je avtoriteta in ti ne maraš avtoritete. Pač tako je, ne. Tako da se mi ne zdi, da so tle Božje zapovedi kaj posebej izstopajoče, ne. Ampak je eno obdobje, ko pač v vsakem primeru se ti zdijo vsa pravila in to brez veze, ne. Ampak itak prej ko slej vsak najstnik pride tudi do tega, ko se pa začne zelo resno spraševati o tem, katera pravila pa zdaj so smiselna, pa kaj pa zdaj je prav, a ne, v raznih situacijah, v katerih se znajdemo. In se mi zdi, da je tukaj pol ključno, da imajo nekoga, s komer se lahko o tem pogovarjajo, pač tako na dejansko nekem globljem nivoju, da je nekdo, ki jih posluša, da ne sam iz prve tako rečeš, a ne. Ja, tako je, ali pa ne, narobe imaš ti, ne, jaz pa vem, kaj je prav, ne. Ampak da tudi nekako znaš obrazložiti stvari, a ne, predvsem pa, da znaš razložiti stvari, ker imajo verjetno smisel, če obstajajo, ne vem, Božje zapovedi že toliko in toliko tisoč let, ne. Ampak da tudi pač vidijo mladi, da nekdo to živi, a ne, pa kaj to pol pomeni. A zdaj nekdo, ki živi po Božjih zapovedih, a je zdaj srečen, ali zdaj, mislim, ne vem, ali zdaj se mu zdi njegovo življenje smiselno, ali se mu zdi, da je to, da, ne vem, služi bližnjemu, nekako ta pot, ki ga izpolnjuje, a ne. In se mi zdi, da zelo iščejo mlajši, ki so toliko bolj neke zglede,
zgledi tako vedno vlečejo, ne? Ampak zdaj vprašanje, v katero smer. Če pa pač jaz nekaj govorim, pa delam nekaj drugega, bo pa itak to imelo obraten učinek in pač se ne bo noben spraševal o tem. Mogoče vidim še predvsem, kar se tiče, pa ne samo zapovedi, ampak tudi drugih stvari v zvezi s cerkvijo in vero. Vidim ful priložnost še v tem, da v slovenščini nimamo nekih dobrih tako virov v smislu, ne vem, YouTube kanal, ki bi odgovarjal na ta vprašanja, ne. Jaz vem, da sem veliko dobila iz kakšnih, ne vem, ameriških, ker sem ugotovila, da so, ne vem, zanesljivi katoliški kanali in pač si to videl, ne. V slovenščini se mi zdi, da nam tega malo zmanjka in pol tudi težko pač nekomu tako poveš na tako dober način, kot bi pač on videl to na YouTubu, ker je to njegovo domače okolje, ne. No, Reflektor je ena izmed oddaj, tako da smo že korak bliže, ampak to vseeno ni dovolj, ne. To je 1, 2, 3 so mogoče, ne. Tako da, Mario, kaj ti misliš o tem? Zapovedi bi mu poskušal razložiti v tej drugi luči, da pač najprej od koga prihajajo, prihajajo od Boga. Kdo pa je Bog? Oče. Bog je naš oče in sicer oče po definiciji je pa skrbi za nas, nas varuje, nas ščiti in Bog nam ne bi za brez veze dal teh zapovedi, ker tudi če pogledamo, a ne, ne vem, danes v družbi, malo okrog sebe pogledamo, vidimo pač jasno ogromno kršenja vseh teh zapovedi, pa poglejmo sad tega, ne vem, vidimo v bistvu, kako se je, ne vem, primer, zdaj imamo v glavi konkretno 6. Božjo zapoved, a ne, koliko, ne vem, ločitev se dogaja. Včeraj sem prebral en podatek, v Ameriki več kot 500 000 ločitev na let, a ne. Kakor tudi naš Gospod napovedal v Matejevem evangeliju, da nepostavnost se bo povečala in ljubezen se bo pri mnogih ohladila, a ne. In to tudi jasno vidimo že pri tem nekem, da živimo v nekem takem hladnem svetu, če se smem tako izraziti. Tako da Božje zapovedi bi mu predstavil kot nekaj, kar je dejansko za nas dobro. Bog nam ne bi dal, ker bi nas, ne vem, hotel s tem matrati, mučiti, ampak predvsem, ker je to za nas dobro in je tako rekoč tudi pot k svetništvu. Vseeno se moramo zavedati, da človek prvotno je bil pač stvarjen, da je z Bogom, a ne. Ni Bog človeka ustvaril, kot vidimo pri kakšnih antičnih mitoloških razlagah, ko Bog ustvari človeka ali zabave, ali zato, da bi mu bil človek popolnoma pokoren, ampak tukaj Bog ustvari človeka, da bi bil človek deležen njegovega veličastva, a ne. In to je iz njegove volje, a ne. Ni on odvisen od nas, a ne. Jaz se lahko sicer držim Božje zapovedi, ampak to nanj ne vpliva, a ne. Tako da bi mu pač res predstavil, da pač Božje zapovedi so zato, ker Bog ve, da so škodljive in za nas, če jih kršimo, oziroma da so, bom se raje tako izrazil, da so dobre za nas in za druge. Ker greh ne vpliva samo na nas, pa na seveda naš odnos z Bogom, ampak tudi na naš odnos z drugimi. In se to pač vse povezuje, tako da bi mu nekako v tej luči, v tej smeri poskušal prikazati Božje zapovedi. Za takšen pogovor je potreben čas, pa pogum, ne. To, da dopoveš nekomu na to široko, dolgo, ne, da mladostnik sploh verjame, da ti zaupa, ne, da te sploh želi poslušati, ne. Ja, ker ne vem recimo, kako bi bilo rodovitno, če bi pač prišel do njega in bom mu predstavil to deli, drugače greš v peklo, a ne. Bi bil to malo ne tako dober pristop, verjetno. Tako da, ja. Jaz bi še tukaj nekaj dodal. In sicer ljubi svojega Boga z vso dušo, vsem srcem in vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Pač v Novi zavezi od Jezusa dobimo to zapoved, ki načeloma pokrije in zaobjame vseh tistih 10 in vseh tistih res veliko, ki so jih tudi Judje že živeli iz Stare zaveze. In pač zelo na kratko ali pa tako bolj preprosto, če bi podal, 10 zapovedi, mislim, da se imenuje dekalog in v bistvu gre za prevod 10 besed.
Se pravi, ni zdaj pa zapoved, zdaj pa konc, če pač ne boš vse. Mislim, ok, zdaj kaj se dejansko zgodi, prepustimo Bogu, ne, kako presoja, koliko milosti nakloni. Ampak teh 10 besed v smislu navodil. Mislim, jaz jih res razumem kot navodil za življenje in iz tega, kar bomo mi počeli, Bog ne bo srečen. Pač itak se veseli za nas, ker nas ima rad in smo njegovi, ampak v prvi vrsti bomo mi srečni zaradi tega in zato nam je dal to. In po mojem vsak, ki začuti, da je storil nekaj slabega ali pa dobrega opustil, pač vsakič, ko grešiš, se počutiš slabo. Mislim, jaz upam, da to imajo vsi ljudje tako, ne vem. Se pravi, zapovedi ne v smislu tega trdega, ampak dejansko navodil, glej, pristopam ti bliže k tebi, probam ti pomagati, glej, tu imaš, a veš, samo 10 jih je. Tega se drži, pa boš kul, pa ti bo v redu, pa bo super. Zdaj pol še naprej, pri eni pridigi pri maši sem slišal, je duhovnik rekel, v Stari zavezi, mislim, da je ena od Mojzesovih knjig, nisem tako zelo dobro naštudiran, piše, predložil sem ti življenje in smrt. In potem pri pridigi je duhovnik rekel, da piše, prosim te, izberi življenje. Mislim, imamo popolno v bistvu svobodo glede tega, kako se odločimo, ampak vse nam je dano. Res, in te zapovedi kot neke smernice, kar me je pa še nagovorilo, v bistvu tako zelo z nekega težkega pa takega mučnega vidika, ko sem bil animator na enih birmanskih duhovnih vajah. Ja, in je bilo, smo pač predstavili misel svetega Filipa Nerija, ki je tudi začetnik oratorija, in pravijo, ne, mladim, skačite, veselite se, kričite, delajte, kar želite, samo grešite, ne. In pol ena punca tako dvigne roko, ja, sam pa itak ne moramo nič delati, a ne. Če, mislim, a veš, ne moreš grešiti, kaj je, pol samo tako sediš, samo moliš in si v redu. Ampak v bistvu ni tako, a ne. In pač jaz, na primer, moj nek cilj, ko sem z mladimi, predvsem, ne vem, pri verouku ali pa kaj, to, da jih Bog ima rad, je meni glavna stvar, da se naučijo. In druga stvar to, da biti kristjan ni nekaj, pač, da te samo muči in bremeni in da je slabo, ampak v bistvu zelo vesela stvar. Zelo vesela stvar in ne vem, no, ja, navodila za življenje, da bi mi bili srečni. Ravno, v bistvu greh nas prazne še vedno pušča. V bistvu nam sploh ne dejansko v resnici ne prinaša neko, kot je rekel, da bi, pač recimo potešimo neke naše želje, pač sebe itak postavljamo potem v ospredje, ampak konec koncev smo prazni potem. Medtem ko recimo, če pa na primer sledimo Božjim zapovedim, na primer, kakor je rekel, da ki so itak povzete s tema dvema, ljubi svojega Boga in pa svojega bližnjega, kakor samega sebe. Pač to je pot, to je v resnici dejansko pot k sreči, a ne. Ne vem, jaz iskreno ne vem, če bi videl koga, ki pač uporniško reče, ne bom niti eni Božji zapovedi sledil in da bi bil s tem res tak srečen v življenju, da bi rekel, nič mi ne manjka. Pač videl bi, da pri njem v srcu nekaj še manjka, hrepeni po še nečem višjem, a ne. In to. Zdaj pa če se. Zadnje vprašanje narediti, pa zaključite počasi. Ok, takoj. Pa še eno zaključno vprašanje. Kako bi vi nekomu povedali, kaj je vera, in ga mogoče neverniku, kaj je vera, ali pa nekoga spodbudili k bolj gorečemu verovanju? Pa lahko Nikolaj začneš. Ok, hvala. Jaz se bom zdaj potrudil, da bom najkrajši od vseh nas treh.
Torej, vero jaz bi povedal vsem, da je vera odnos z Bogom. Zdaj je ena stvar, ki sem se začel zavedati, da vera ni samo zdaj pa moja volja, pa moja odločitev, zdaj bom pa veren, pa se bom probal držati vsega, kar je, in se bom jaz povezal z Bogom. Pač tisto, kar je na nas, je to, da se mi odpremo. Da pustimo Bogu, da pride do nas, in dejansko pol, ko po svoji milosti se on nam približa, pol bi jaz rekel, da nekdo veruje. Ko Bog pride k tebi, da ga spustiš in si dejansko povezan, ampak v bistvu zelo na kratko gre za odnos, a ne. Zdaj, mogoče čisto malo tako poljudno, ker mladi včasih, če čisto takoj teološko začneš, malo dobijo tisti odpor, a ne. Enkrat sem poslušal enega gospoda, ki je razlagal, pač, a je sploh kdo, ki ne veruje? A obstaja nekdo, ki ne veruje? In potem sem se tako vprašal, ja, v bistvu ne. Pridejo mladi, ja, jaz sem pa ateist, nič mi ne moreš, jaz razumem to, kar znanost pravi, to je, pač vi tam, ok, vse je lepo, pa se malo nekaj učite, pa poslušate, ampak jaz sem ateist, ne, jaz ne verjamem v Boga, jaz sploh ne verjamem. In potem sem ga vprašal, kaj boš pa imel jutri za kosilo? Pravi, ja, ne vem, ja, verjetno čufte, a ne. Ja, kako pa to veš? Ja, nič, z mamo sva se pogovarjali, se pravi, verjameš, da boš imel, ja. Veš, ne, in veliko stvari je takih, ki jih pač verjamemo, tudi znanosti pač zaupamo, in da pravi nekdo, da ne veruje in da nič ne išče in da ne hrepeni po neki izpolnitvi, da bi zapolnil dejansko to, kar v človeku je, tistega, kamor največkrat pride Bog in edini, ki res lahko zapolni to, tisti del srca, pač napolnil potem z drugimi stvarmi. Pa samo še ena misel, spet ateist, pride do meni zelo ljubega misleca, pa pravijo, ne, ja, živijo, jaz sem ateist, ne vem kaj, ne verjamem. In potem pravi ta gospod, ok, ti si ateist, ti ne verjameš v Boga, ne verjameš v posmrtno življenje, pač nič ne bo, ne vem, vse propade. A ti čisto nič ne upaš, da se motiš? Jaz sem bil, veš, adijo pamet. Ne, tako zelo globoko se mi je zdelo, a ne. Pravim, vera raste s tem, ko jo živiš dlje časa, se pravi, če si dlje časa povezan, je lažje, ampak seveda so pa ljudje, ki, ne vem, ki se spreobrnejo ali pa v zelo kratkem času nekaj doživijo. In res, zdaj pa obljubim zadnjo misel, smo šli na romanje v Medžugorje in sem na prav poseben način doživel Boga. V smislu, zakaj sem jaz sploh tukaj, saj je doma isti. Ampak, kar mi je pa dalo vedeti nekaj, da res je in da je z nami. Ker pač, ko sem bil majhen, sem Boga res čutil kot prijatelja. Danes pa se mi zdi, da ga res čutim kot očeta. In ja, pač splača se. A res niti malo ne upaš, da se motiš. Ja, sigurno se strinjam z Nikolajem, da je vera dar, ne. Ne morem se jaz kar odločiti, da bom verna in nekomu dati, ne vem, bona za vero ali pa kaj veš, darilo. Ampak, ja, se mi pa zdi, da je ful pomembna ta odprtost, ne, da prosiš Boga, če ti da lahko vero, ne, pa ti jo lahko da, mislim, itak, a ne, kaj on ne more. Tako da se mi zdi pa, da bi pa mlade navdušila za to, da bi iskali Boga, ne, in se sploh zanimali zanj in ga želeli v svojem življenju, pa se mi zdi predvsem ključno, kako živimo mi, ker, kot sem že rekla, no, pač zgledi, a ne, so tisto, kar je privlačno mladim in tudi vsem, konec koncev, ne. Veliko imamo enega pridganja in učiteljev in staršev in vseh, ki nekaj hočejo povedati, in če bom jaz zdaj še ena od onih, ki bo še nekaj govorila, ne, je hitro tako, ne, tle not, tle ven. Če pa jaz živim neko
tako življenje, v katerem je prostor za Boga in ki je v bistvu prepleteno z Bogom, ne, da vidijo, da pač jaz iz svoje vere živim, ne pa sem na papirju katoličanka, ne, se mi zdi, da to pol odpre nek prostor za pogovor in pol tudi za to, da se ne pogovarjajo več samo z mano, ampak tudi z Bogom. No. Tako. Še Marijo zaključi. Bom poskušal tudi jaz biti relativno kratek. Torej, kako bi vero, recimo, ja, kakor sta že onadva omenila, pač vera je milostni dar, a ne. To je največji dar, ki ga človek v resnici ima, ne. Tudi če bomo zdaj rekli, ok, en ima ta dar, en ima ta, ampak največja je vera na koncev, a ne. Za kar se moramo tudi potem Bogu vsakodnevno zahvaljevati. Naprimer, še posebej, da če ko prijemo v skušnjavo, da pač se še vedno lahko nanj opiramo pa to. Pač vera itak ne more biti neki, da bi rekel, bom jutri postal veren, danes bom pač ateist, a ne. Pač je neko tudi iskanje, je pot. Naprimer, mislim, da je knjiga Jeremija, pravi Bog, da tisti, ki me bo iskal, me bo našel, a ne. Ali pa se tudi pač pravi Jezus, iščite in boste našli, a ne. Tako da, naprimer, kako bi, to sem se že pač res dolgo sprašujem, kako bi vero lahko predstavil nekomu, ki pač ni veren, a ne. Ugotovil sem pač na podlagi teh svojih izkušenj, da veliko ljudi pač ima res slabo dojemanje vere in predvsem ta stroga ločitev vere od znanosti, da jo pač res vidijo tako zelo konfliktno, da se jim pač tako zdi, da če bodo začeli verovati, bodo šli v konflikt z vsem, kar je pač, ne vem, normalnim, recimo. Tako da jaz sem razmišljal, da če bi poskusil nekomu pokazati, kaj je vero, da bi ga morda bilo v redu peljati k adoraciji kdaj. Pa še enkrat sem slišal eno zgodbo o enem filozofu, ki je bil ateist, francoski, pa je potem, ko je prišel v katedralo, cerkev, pa videl najsvetejše izpostavljene, pač padel na kolena in pač se spreobrnil. Je prejel to milost, da je pač spoznal, prejel to spoznanje, da pač Bog je. In nekako res mislim, da če bi prišel k adoraciji, naprimer, kdaj, da pač res stopi v ta direkten stik z Jezusom, a ne. Tudi če morda ne verjame oziroma tega še ne ve, ga dejansko vidi, se z njim pogovarja, a ne, ko je pač izpostavljen. Ali pa ga mora kdaj samo peljati v cerkev, pri čemer tukaj nimam v mislih kakšnih modernih, ampak kako staro, eno lepo cerkev, kjer pač lahko tudi to pri njem malo sproži nekega, recimo vsaj zanimanja, da bo začel malo več spraševati o tem, da boš potem tudi ti lahko imel kakšne pogovore z njim, upajoč, da so rodovitni. Torej, da ne gremo takoj na ta teološki nivo, a ne, ker ga bo to lahko malo sam odbilo. Ali pa ne vem, kdaj ga peljati k sveti maši, pri čemer tukaj, še enkrat, tudi tle bi imel morda malo pomisleke, da ga ne peljem morda ravno k neki kitarski sveti maši, kjer se ploska, skače, ne vem, če bi ga to pritegnilo. Potem po drugi strani, če bi ga peljal na, ne vem, kakšno latinsko, tukaj bi potem bil pa morda to, morda ne bo razumel, kaj se dogaja, morda bo zmeden. V vsakem primeru nekako nek začeten korak, da bo tudi v njem zbudilo to neko spraševanje, predvsem, da začne postavljati vprašanja. To je tisti najboljši način, kako začeti s tem. Pa še zadnja stvar, kako pa nekomu nekako mu pomagati, da postane bolj goreč, če je že recimo veren, je, da se, dobro, zdaj se bo tako slišalo, malo spet povpraša o svoji veri, ampak predvsem, da spremeni svoj odnos do svete Evharistije, ki je resnični Bog, a ne telo Jezusa Kristusa, ker to je tako rekoč temelj naše vere, temelj našega verskega življenja, ker če bomo recimo vsi največji svetniki, ker so bili skozi zgodovino, vsi so imeli tako globok odnos do Jezusa v sveti Evharistiji,
ne vem, Janez Marija Vianney je tako rekoč reformiral cerkev, ki je pač ki je po francoski revoluciji kar taka malo pusta ratala, oziroma pač je to prineslo neko sekularizacijo duhovno. On je pač opazil, da ljudje niso v dobrem duhovnem stanju in on sam je s to svojo pobožnostjo do Jezusa v sveti Evharistiji tako že reformiral cerkev, ne. Pa potem tudi še mnogi drugi svetniki. Tako da to bi bil moj predlog, kako bi pri nekomu lahko pomagal, da postane bolj goreč, ali preprosto pač imel več kdaj z njim pogovore. Pa na primer definitivno vsakodnevna recimo molitev rožnega venca tudi zelo pripomore k temu. To pa je vse iz moje strani. Malenkost. Včasih se mi zdi, da v cerkvi poskušajo mlade privabiti, ko naredijo zabave, poskušajo pričarati nek disko in to bo zdaj pritegnilo vse mlade. Ampak potem, kar se zgodi, je to, da mladi ugotovijo, ja, samo čakaj, tisti disko, ki je tam zunaj, ki ni v cerkvi, je dejansko boljši. Pač kaj mi bo zdaj ta disko v cerkvi, a ne? Se pravi, mislim, to, kar sem res videl, tisti, ki pritegne mlade v cerkev, je Bog. Jezus sam jih povabi, a ne? Mislim, saj itak je lepo, pa kitare, pa disko, pa zabave, pa katoličani, pa vsi se družijo, pa vse je super. Ampak Bog je tisti, ki te povabi. In res pač moja neka, ne nujno prošnja, ampak dejansko nasvet, pač daj priložnost. Odpri srce pa spusti ga k sebi. Nikolaj, Patricija in Mario, najlepša hvala za krasne, jasne, točne, svoje odgovore. Upam, da ste uživali. Jaz sem se imela z vami ful fajn, ste eni taki mladi upi naše prihodnosti. Dragi naši gledalci, naročite se na naš YouTube kanal Reflektorja in glejte nas. Se vidimo kmalu.